No Force Can je skupina, ki jo danes predstavljamo v oddaji Radioaktivno. Niko je z mano. Zdravo. Pozdravljen, zdravo. Vas nobena sila ne more ustaviti? Tako, v bistvu nobena sila ne more staviti našega prijateljstva. To je bila osnovna ideja, ko smo zbirali ime, tako da je to. Prvič se slišimo v oddaji Radioaktivno, niste pa novinci, imate za sabo že kar nekaj kilometrov, pa ne nazadnje EP. Tako, 2017. smo posneli en EP v lastni režiji, 5 komadov. Tudi z tega EP-ja smo predstavili en komad, in sicer Satellites, na družbenih omrežjih. Smo pa tudi potem 2019. posneli še nov material prav v studiu, tako da imamo kar nekaj že za sabo. Očitno so sateliti pravilno pozicionirane. Ja, rečimo, to je tako, ja. Skupaj ste od leta 2016, kot sem prebral, mogoče vas na kratko še predstaviš? Torej, Brane Lobnik na bas kitari, Gorazd Živko na bobnih, Aleš Fras na kitari, pa Niko Rakošček na kitari in vokalu. V osnovi ste bili punk band, se sedaj spreminjate v nekoliko bolj mirne, rockerske ritme? Tako, v bistvu se ukvarjamo vsi že tam po moje vsaj 20 let z glasbo. Vsi smo začeli v malo bolj divjih vodah, v ska punku, punk rocku, v teh bolj divjih vodah, no. In tudi naš band se je začel vsaj malo še pri okusom potem. Vse pa ne omejujemo, no. Čisto tak, imamo neke nove ideje, nove izkušnje in skozi leta pač potem to dozori in prinese tudi neke druge koncepte, no, čisto tak. In nekaj novega je tudi prva skladba s slovenskim besedilom. Ja, tudi to, ja. V bistvu smo to bolj na nek način strani frendov dobili idejo, no, ker so nas doskrat tako v nekih glasbenih pogovorih je kdo omenil, kako to da nič ne naredite v slovenščini. Pa smo pol probali, pa se je čulo smešno, pa smo opustili idejo. Potem pa je Brane imel neki trenutek inspiracije, pa je 2 besedili prevedel, pa nam je bilo všeč, pa smo potem to tudi posneli, ker smo ravno bili v studiu in smo naredili pač angleško in slovensko verzijo in ena od teh je tudi Oblak. Je to pesem o svobodi? Ja, na nek način je pesem o svobodi posameznika. V bistvu gre za to, da oblak nima neke neprave oblike, je taki, ko je, in ne glede na to, če iz njega lije dež ali toča ali včasih sneg, ne vem, je na koncu vseeno ok in je minljiv in tako naprej. Ima pa Oblak tudi svojo video podobo? Da, ja, posneli smo en video, tak čist na easy, no. Kot pa berem, ne boste ostali samo pri tem materialu, kajti še kar nekaj imate pripravljenega. Ja, se pravi, še en komad iz frišnega materiala je že preveden v slovenščino, pa tudi nove, ki jih ustvarjamo, smo zdaj kar štartali v slovenščini. Tako da mislim, da bomo zdaj nekaj časa tudi v tem feelingu ostali in tudi spisali še kaj slovenskega in probali predstaviti. Midva za konec tega pogovora Oblak pripeljala tudi v radijski eter. Zato Niko, povej, ali se bo zjasnilo ali pooblačilo? Pa mislim, da je življenje vedno teče v ciklih, tako da se bo pooblačilo in potem spet zjasnilo in šlo v tem krogu pač dalje. Čisto tak. Kar je v tem sem našel, te zdaj vem. Le en pogled zatresel je moj svet. Z roko v roki v nežnine vihti, piš v laseh in žarek v obeh. Se veter telo, kakor ptico v nebu, plezlih teles.
zažrtaje oba. Zakaj odhod, res porušen je prehod? Reki sva na poti v vesolje. Je res lep to, kar ostalo bo. Se veter celo, kakor ptica v nebu, ples dveh teles, prosto brez vez, prosto brez vez. Nese veter telo, kakor krhko ptico nebo, ples dveh teles, prosto brez vez, prosto brez vez. Nese veter telo, kakor krhko ptico nebo, ples dveh teles, prosto brez vez, prosto brez vez, brez vez, prosto brez vez.